Dobrodošli v oddaji Pregled tedna, kjer vas vsak petek ob 18. uri informiramo o dogajanju na obali. V sredo smo med prvimi poskusili novo sladico mesta Piran. Poglejmo. Sol in oljke zagotovo nista prvi sestavini, ki prideta na misel, ko govorimo o sladicah. Vendar sta simbola mesta Piran, ki ju je Kristjan Zulet, najmlajši slovenski šef z Michelinovim priznanjem, združil v prav posebno sladico – štorto. V bistvu, kako Piran predstaviti v eni tortici, torej glavna sestavina je bila prvo piranska sol, torej solni cvet. Potem smo mogli pa še nekaj dodati zraven, tako da oliva se nam je zdela odlična ideja, da imamo našo štorto, ki je prav značilna za Istro, je pa malo manj razširjena, ampak v bodočnosti upamo, da bo tudi malo bolj. Torta, poimenovana po avtohtoni piranski oljki, naj bi postala novi simbol mesta. Tako kot ima Bled kremšnite in Prekmurje gibanico, ima zdaj tudi Piran svojo sladico. Tako je, to bo nekaj, kar bo boljše od bledske kremšnite, to je naš cilj. Torej, vemo, da je Piran eno najbolj obiskanih mest v Sloveniji in ko turisti prihajajo skozi vsa ta leta, sprašujejo samo po bledski kremšniti in prekmurski gibanici. In mi smo skozi vsa ta leta razvijali, ne hočemo, da pridejo sem zaradi piranske tortice in končno smo to uspeli realizirati in se predstaviti s piransko štorto. Želeli so narediti nekaj posebnega, ne zgolj še eno čokoladno sladico. Nekonvencionalna kombinacija okusov morda ne bo ustrezala vsem, zagotovo pa bo vzbudila radovednost. Mogoče na prvo uč zgleda, kot da sestavine ne pašeta skupaj, tako tudi naša slaščičarka bila skeptična glede tega, ampak ko smo stvar naredili in dali skupaj piransko sol v karamelo, kjer je poudarjena sol, in nato olive v ta ganaš z oliv, je stvar resnično zelo dobra. Sladica naj bi prispevala tudi k turističnemu razvoju Pirana. Izvrstna ideja. Zelo jo podpiramo, saj tudi mi v Piranu, tako kot na drugih destinacijah, kot na Bledu, si želimo nekaj svojega, izvirnega. Sladica je del našega kulinaričnega produkta, ki je celoletni produkt in vemo, da si tudi destinacija želi postati destinacija 365 dni. Poleg tega pa tudi v Piranu si želimo v bodočnosti razvijati tudi kulturni turizem, še bolj kot smo si ga do sedaj. In taka sladica je lahko tudi neka dodana vrednost tudi temu produktu. Od danes naprej lahko v piranski mestni kavarni kupite štorto. Ves izkupiček od nakupa sladice do 15. aprila bo doniran društvu Palčica Pomagalčica. Decembra bo torta tudi na voljo na božični stojnici v Portorožu. V Piranu so začeli s prenovo ulice 9. korpusa. V ponedeljek 27. novembra so se začela pripravljalna dela za obnovo ulice 9. korpusa v Piranu, ki bo predvidoma končana do konca maja prihodnje leto. S piranske občine sporočajo, da bo v tem času ulica zaprta za promet z vozili, pot za pešce in intervencijska vozila za nujne primere pa bosta primerno označeni. Za predstavitev poteka prenove in odpravo morebitnih nejasnosti bo občina Piran sklicala srečanje s krajankami in krajani, ki živijo v neposredni bližini ulice 9. korpusa. Nadomestno parkiranje bo omogočeno v garažni hiši Arze. Cimos bo odpuščal, a to bo potekalo individualno. V Cimosu so predstavnikom sindikata in sveta delavcev 17. novembra poslali predlog programa presežnih delavcev. Po njem naj bi odpustili približno 40 zaposlenih iz skupnih služb na lokacijah podjetja v Kopru, Senožečah, Vuzenici in Mariboru. Sedaj so stopili korak nazaj in program presežnih delavcev preklicali. A to ne pomeni, da ne bodo odpuščali. Sedaj bodo odpuščali individualno. Pri tem pa število odpuščenih ne bo smelo preseči 10% vseh zaposlenih. Predstavniki sindikata so sicer že pri prvem predlogu ocenili, da je predlog pomanjkljiv. V prilogi predloga na primer ni bilo navedeno, na katerih delovnih mestih bodo zmanjševali število zaposlenih, niti niso določili meril za ugotavljanje presežnih delavcev, kar bi sicer morali narediti v pogajanjih s predstavniki sindikata in sveta delavcev. Se je pa sindikat z vodstvom podjetja dogovoril, naj se tistim, ki bodo odpuščeni, poviša osnova za odpravnine, saj bodo pri njih upoštevali dvig plač že od 1. junija letos.
Te bi se namreč v skladu s panožno pogodbo morale zvišati vsem delavcem že junija letošnjega leta. V mestni občini Koper so podelili priznanja najboljšim prostovoljcem. Ta teden se je v Kopru začel s podelitvijo priznanja občanom, ki svoj prosti čas namenjajo pomoči drugim. Prireditev, na kateri so počastili najboljše prostovoljce in najboljše mentorje prostovoljcev, je bila organizirana v Pretorski palači. Dogodka sta se udeležila župan mestne občine Koper Aleš Beržan in direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar. Priznanja so bila podeljena v 3 kategorijah: mladi do 30 let, od 30 do 65 let in starejši od 65 let. Prostovoljstvo v mestni občini Koper se je izvajalo na več področjih, in sicer v zdravstvu, socialnem delu, kulturi in drugod. Najmlajša prejemnica priznanja je bila Julija Rozman, ki je letos opravila 59 ur prostovoljnega dela. So mi vsi govorili doma, in prijatelji, ki so bili tudi povabljeni, da ne bomo nič dobili in da če bi kaj, bi nas kontaktirali in vprašali. In ko so povedali, da bom dobila, sem se začela jokati, ne morem. Opravljali sem prostovoljsko delo v času izven pouka, ko sem opravljala šola in delala sem z otroci, hodila sem v 1. razred pomagati domačo nalogo. Priznanja so bila podeljena tudi mentorjem prostovoljcev, med njimi tudi Mariji Jereb, ki je prejela nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljskega mentorstva. Za njo je več kot 40 let prostovoljnega dela v območnem združenju Rdečega križa Koper. Povejte mi, prosim, ste pričakovali to priznanje? Sploh ne, kajti jaz nikoli nisem delala zato, da bi dobila nekam priznanja, ampak zato, ker je potrebno v mladih, ki imajo velik potencial, vzbuditi sočutje, potem spoštovanje in da darujejo. Kajti darovanje je tudi del Rdečega križa. In potem, ko ti ugotoviš, da imamo toliko dobrih ljudi, toliko otrok, neznansko veliko, si ponosen, tako kot sem povedala že v zahvali, da prostovoljstvo je nekaj, kar se daruje in ne kupuje ali prodaja. In prostovoljstvo je temelj človekovega obstoja. Damjan Wolf je prevzel vodenje konfederacije KS90. Vodenje konfederacije sindikatu 90 je prevzel Damjan Wolf. Na položaju je nasledil Petra Majcna, ki je sindikalno centralo vodil 3 mandate. S tem se je sedež iz Ljubljane preselil v Koper. Približujemo konfederacijo sindikatov 90 našemu članstvu, bližje ljudem, kajti trdnega prepričanja smo, da seveda to, kar se dogaja zadnjih 30 let, ko seveda se vse po vrsti seli v Ljubljano, ko govorimo o tako imenovani centralizaciji, da je treba narediti korak v obratno smer, kajti zaposlenci, delovno aktivni, upokojenci si zaslužijo v slovenski Istri kvalitetno sindikalno centralo, ki bo dejansko poskrbela v Kopru za njihove pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Damjan Wolf je na 8. kongresu KS90 dobil skoraj 90% podporo. Njegova primarna nit, kakor pravi, je, da se sindikati ne smejo več ujemati v pasti gospodarstvenikov in politikov. Ampak dejansko moramo za vsako ceno doseči, da bo seveda delo ponovno spoštovano, da bodo delavci opravljali delo v varnih in zdravih delovnih pogojih in da bodo dejansko potem lahko tudi delavci na 3. dekado svojega življenja zdravi in s tistimi, ki imajo jih najrajši, preživljali kvalitetno svoj čas. Poudaril je tudi, da delavska gibanja s svojo proaktivnostjo ne ogrožajo gospodarstva in kvalitetnih delovnih mest, ampak ravno obratno. Ko govorimo seveda o javnih statističnih podatkih, je stvar več kot jasna. To pomeni tudi v času tako imenovanih kriz, naj se bo leta 2012, 2013, naj se bo leta 2020, 2021 in 2022, so imela gospodarska družbe v Republiki Sloveniji rekordne dobičke.
To pomeni, da seveda živimo v sistemu, kjer žal velika večina delodajalcev dela dodano vrednost napram lastnikom kapitala v kontekstu, da poskušajo čim bolj optimizirati oziroma zminimizirati strošek dela in z tega naslova seveda so vedno znova in znova ogrožene osnovne delavske pravice. Od leta 2010 je Wolf poklicni sindikalist v KS 90, leta 2016 pa je prvič postal generalni sekretar obalne sindikalne organizacije KS 90. Preverili smo, kaj nas čaka ob letošnjem prižigu lučk na obali. Delavci javne razsvetljave ta teden delajo s polno paro, saj bodo kmalu prižgali praznične luči. Kot vsako zimo bodo obalna mesta osvetljena z lučkami, ki bodo v mesta vnesle praznično vzdušje. Ali so letos kakšne novosti? Okrasitev mesta je približno podobna lanski, nekateri elementi so se dokupili, prav tako so se dokupili novi elementi za božično drevo, ki se letos znova vrača na Titov trg. V Ankaranu, Izoli in Piranu bodo lučke prižgali že danes, zato ne zamudite prazničnih koncertov in obiskov Miklavža. V Kopru bo uradni prižig luči potekal jutri, spremljali pa ga bodo koncerti v taverni tudi v primeru slabega vremena. Fantazima se s prižigom lučk v Kopru začenja to soboto, 2. decembra, s prireditvijo na Titovem trgu, ki se bo začela ob 17. uri. Ob tej priložnosti bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Koper in pa Faraoni s prijatelji, med njimi bodo tudi Anika Horvat, Lara Baruca in Tinkara Kovač in pa tudi reper Čale Sale. Poleg prazničnih okrasitev bodo v mesti postavljena drsališča in potekali bodo različni praznični dogodki. Več o lučkah in praznični okrasitvi pa v oddaji Tema tedna v torek 5. decembra. Intereuropa in Luka Koper se spopadata z manjšim dobičkom. Iz nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za obdobje od januarja do septembra 2023 je razvidno, da je skupina Intereuropa vknjižila 4,08 milijona evrov čistega dobička. To je 17% manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje pa so upadli za 6% in sicer na 141,15 milijona evrov. Dobiček skupine je za 3% pod načrtovanim zneskom, za 5% za načrti pa so zaostali prihodki. Letošnje leto želijo zaključiti 187,8 milijona prihodkov od prodaje, med katerimi največjo rast prihodkov načrtujejo na področju logističnih rešitev v hčerinski družbi v Srbiji ter obvladujoči družbi v Sloveniji. Prihodki od prodaje naj bi se v naslednjem letu zvišali na 221,6 milijona evrov. S padcem dobička se spopada tudi Luka Koper. V 9 mesecih je zabeležila 47,5 milijona evrov čistega dobička, to je 20% manj kot v lanskem obdobju. Lani so višje prihodke dosegali zaradi višjih cen storitev pretovora, večjega ladijskega pretovora kontejnerjev in avtomobilov, večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter drugih dodatnih storitev na blagu. Za 17,8 milijona evrov so se znižali prihodki iz skladiščnin. Na približno enaki ravni so ostali prihodki, torej 233,9 milijona evra. Razmere v logistiki na globalni ravni so še vedno kompleksne, zato so navedeni rezultati strani Luke Koper bili označeni kot dobri. Do konca leta predvidevajo počasno in neenakomerno rast ter nadaljevanje trenda padanja cen energije. Kakšne debate so se razvile na novinarskem festivalu Naprej? Spremljali smo koprski del festivala. Društvo novinarjev Slovenije je pretekli teden organiziralo že 12. festival Naprej. Koprski del festivala je bil namenjen razpravi, v kateri so 4 primorske novinarke, voditeljice oziroma urednice, skušale odgovoriti na vprašanje, ali bomo čez 20 let še gledali televizijo in brali časopise. Razprava pa se je začela z novico, ki je odjeknila dan pred tem, in sicer, da je svet RTV Slovenija upravi RTV-ja naložil, naj pripravi in predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov za več ukrepov. To so
znižanje plač na RTV-ju, ukinitev informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija, ukinitev Radia SI, ukinitev regionalnega programa Radia in Televizije Koper in ukinitev regionalnega programa Radia in Televizije Maribor. Govorice o ukinitvi regionalnih centrov zaposleni poslušajo že vsaj 2 desetletji. Prvič pa je svet RTV take ukrepe zapisal in tudi uradno predložil. Svet RTV je to sprejel včeraj, ko sem sama vodila dnevnik in so mi to vestičko tam nekje ob 19 pa 20 minut upisali v plan dnevnika. In seveda jaz to vidim, ne, med enim prispevkom prej berem to vestičko in sem začela kar kričati v studiu. Ne, to ne more biti, to ne štima, nekdo je to napačno zapisal, nekdo je to slabo razumel, tako ne more biti. In so mi rekli, je tako, ja, to je sklep. Predloženi ukrepi naj bi bili namenjeni opozorilu ustanoviteljem glede potreb javnega zavoda RTV Slovenija. Morda pa je tako drastično zapisano prav zato, da odmeva in da politika to sliši, ker sami vemo, da že 11-12 let se RTV prispevek ni usklajeval niti z inflacijo, kaj šele, da bi RTV država karkoli dala. Morda pa je to taktika, upam, no, ne vem. Novinarke so bile kritične do nedavnega ukrepa obveznega evidentiranja delovnega časa, ki za novinarski poklic zaradi nepredvidljive narave dela ni realen. Zato so izrazile upanje, da bodo iz obveznega evidentiranja izvzeti. Razprava se je osredotočila tudi na težave tiskanih medijev, ki podpore države kljub krizi zaradi povišanih cen papirja niso prejeli. Problem imamo predvsem pri distribuciji zaenkrat. Vsi pravijo, da se morajo tudi tiskani mediji transformirati in iti na digital, kar absolutno drži. Ampak zaenkrat je, ne vem, si predstavljate jutranje kave brez časopisov, jaz si jo zaenkrat še ne. Naklade tiskanih medijev padajo, zato bi po mnenju Tanacković država tiskanim medijem morala pomagati. Na vprašanje, ali bomo čez 20 let še gledali televizijo in brali časopise, pa so se vse razpravljavke strinjale, da bosta ta 2 medija obstala, le da se bodo načini komuniciranja spremenili. Format in vsebina pa se bodo morali prilagoditi občinstvu. Pomembno pa je, da se ljudje zavedajo, da novinarsko delo ni brezplačno. Mi moramo zaklepati, zato ker od tega živimo, ker je treba dati ljudem plače, ne? Mi moramo biti plačani od svojega dela. Jaz krožnice dobim, ko me kličejo, imate nekaj ful dobrega v dnevniku, kaj mi lahko pošlješ. To od kolegov novinarjev tudi, ne? Od ljudi, ki si lahko privoščijo plačati naročnino. Digitalna je še nekaj cenejša, kot je v tisku. To je isto, ko bi šla jaz k našemu Sertiču po krofe, ki dela najboljše krofe v Kopru, in bi rekel, da mi 2 tako, ne? Ker so ful dobri. Pomemben del razvoja novinarskega kadra je tudi mentorstvo. Mi imamo v bistvu par izkušenih novinarjev, ki se zelo radi posvečajo mlajšim in jih tudi mentorirajo. Tako da jaz mislim, da se za prihodnost novinarstva ni treba bati, ker imamo res super generacije. No? Govora je bilo še o ideji, da bi uvedli novinarske licence, kar se nekaterim zdi primirno, za druge pa je sporno. Tudi zato, ker novinarske licence poznajo le v Italiji, kjer obstaja novinarska zbornica, ki jo je ustanovil Mussolini. Nevarnost take politike je, da bi kriterije za pridobitev licence določali poslanci. Odločitev o tem, kdo je novinar in kdo ni, pa v nobenem primeru ne sme biti prepuščena politiki. Mestna občina Koper je sklicala izredno sejo. O čem so razpravljali? Poglejmo. Koprski občinski svet se je v sredo zbral na prvi izredni seji v tem mandatu. Točke so bile 3, vse so se dotikale ene teme. Projekta bivalna enota Bela Vista v Hrvatinih, v okviru katerega obalni dom za upokojence Koper načrtuje gradnjo objekta za institucionalno varstvo starejših.
Obalni dom upokojencev Koper se je pred meseci z omenjenim projektom prijavil na javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, in bil uspešen. Ministrstvo za solidarno prihodnost je projektu iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost dodelilo za nekaj manj kot 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Za izvedbo projekta Obalni dom upokojencev Koper potrebuje občinska zemljišča v Hrvatinih, skladno s pogoji razpisa pa mora Mestna občina Koper lastništvo zemljišč prenesti na državo. Svetnice in svetniki Mestne občine Koper so tako na izredni seji potrdili sklep o brezplačnem prenosu nepremičnin na Republiko Slovenijo, s čimer so izpolnili pogoj postavljen v razpisu. Na seji so sprejeli tudi sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo omenjenega objekta v višini dobrih 172 tisoč evrov. V veljavi je popolna zapora ceste na Rižano. Mestna občina Koper nadaljuje z obnovo dotrajanih vozišč. Na odseku lokalne ceste med Bertoki in Pobegi, natančneje na delu ceste na Rižano med domom ribiške družine Koper in odcepom lokalne ceste v smeri proti Dekanom pri Betonarni, je nekaj naslednjih tednov v veljavi popolna zapora prometa. Dela bodo predvidoma končana 23. decembra. Obvoz je urejen preko Bertokov ali mimo Dekanov. Poleg obnovitvenih del na cestišču na omenjenem odseku poteka tudi izgradnja telekomunikacijske kabelske kanalizacije. Do kakšnih sklepov so prišli na občinski seji v Izoli? Preverimo. Včerajšnja seja občinskega sveta občine Izola je bila zastavljena precej ambiciozno. Na dnevnem redu je bil poleg ostalih točk predlog odloka proračuna za leti 2024 in 2025, seznanitev z dosedanjim potekom postopka za uskladitev občinskega prostorskega načrta z referendumskimi zahtevami ter seznanitev s pravnim mnenjem prodaje parcel na območju Livade Zahod. Mnenja so se kresala že pri točkah proračuna. Po mnenju nekaterih svetnikov naj bi bil zastavljen premalo ambiciozno, penzionistično, če citiramo svetnika Antona Baloha. Pri točki za uskladitev OPN-ja pa se je o postopek obregnil župan Bogatič, ki je izrazil nezadovoljstvo z hitrostjo usklajevanja z referendumskimi zahtevami. Pri obravnavi točke povezane s prodajo nepremičnin na območju Livad je občinski svet skladno z določili poslovnika sprejel sklep o izključitvi javnosti, saj je gradivo za obravnavo imelo oznako poslovne skrivnosti. Svetniki so se seznanili s pravnim mnenjem glede posledic, ki bi zadele občino v primeru vložitve pravnih sredstev povezanih s prodajo nepremičnin družbi Projekt 2020 v letu 2019. Pravno mnenje je obrazložil magister Dejan Mazuer, univerzitetni diplomirani pravnik iz odvetniške pisarne Wagner, ki je tudi pripravila pravno mnenje. Skladno z veljavno zakonodajo mora avtor gradiva, ki je označeno kot poslovna skrivnost, izrecno soglašati, da se stopnja zaupnosti umakne in gradivo postane dostopno javnosti. Zato je občinski svet sprejel tudi sklep, da se po pridobljenem soglasju odvetniške družbe o tej točki seje izda uradno obvestilo za javnost. Občinski svet je sprejel dodatni sklep, da se nadzornemu odboru občine Izola predlaga, naj v skladu s svojimi pristojnostmi posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ustrezno odzivno poročilo na prejeto priporočilo in pobudo KPK, naslovljeno na nadzorni organ občine leta 2022. Ne, to ni vodja nogometnih navijačev, ampak vodja države. Novo izvoljeni predsednik Argentine Javier Milei.
Zdravo, sledi napovednik dogodkov. Sledi tudi december, kup dogodkov, kulturnih in tistih malo manj, veliko lučk, zapravljanja, kiča, vsesplošnega veseljačenja pred januarsko melanholijo. Dogodkov je preveč, da bi vse naštevali, zato smo jih izbrali le nekaj, kar pa ne pomeni, da so nam te kaj bolj ali manj ljubi. Torej, pričenjamo z vele dogodkom v središču mesta Koper. Jutri se bo ob 17. uri na Titovem trgu odvil nastop otroškega pevskega zbora Osnovne šole Koper, sledi eden in edini Čale Sale, nato pa Faraoni s prijatelji, med katerimi bodo tudi Anika Horvat, Lara Baruca in Tinkara Kovač. Vse to pa bodo krasile praznične luči in drevo sredi trga, ki pa menda ne bo zastiralo pogleda na nastopajoče. Po prazničnem rajanju in veseljačenju se lahko udeležite zaključnega koncerta v sklopu ciklov koncertov Amabile 2023. V koncertni dvorani Glasbene šole Koper bosta nastopila Veljko Klenovski na klarinetu in Aleksander Sinčuk na klavirju. Pričetek klasičnega koncerta bo ob 19:30 minut. Če vam klasika ne odgovarja, lahko izbirate še med 3 koncerti ta večer. Pol grem v Izolo, na Pol grem. Pol grem je namreč kitarsko obarvana glasbena zasedba, ki bo v tem primeru izolske praznične lučke spremljala v parku Pietra Kopa od 20. ure dalje. Nekaj 100 metrov stran pa se bo ob isti uri v Izolskem kulturnem domu odvil koncert v spominu Enzota Hrvatina. Ta je bil nekoč pevec skupine Faraonov, ja, tiste, ki bo 3 ure pred tem igrala na Titovem trgu v Kopru. Med drugim se mu bodo poklonili Drago Mislej Mef, Rudi Bučar, Gregor Ravnik in ostali. Pa poglejmo odlomek iz njegovega nastopa v San Simonu pred 10 leti. Le soline so ostale v sonju julijskih noči, tebe pa soli nastali dolgo, dolgo tam več ni. In če vam glasbe za ta večer ne bo dovolj, se po vsem tem lahko odpravite še v izolski Hangar Bar, kjer bo ob 21. uri nastopila zasedba Lucifer Band. Ta se na oder vrača po 40 letih premora in zatrjuje, da rok v duši nikoli ne umre. Predstavili bodo svoj dvojni album 8083. V nedeljo vam ni treba na noben koncert. Lahko pa se na vse zgodaj odpravite v gledališče Koper na gledališko nanizanko z Igorjem po svetu. Z njim in njegovim nečakom Makom se tako lahko podate na pot okoli sveta ob 10:30. V četrtek si lahko nasmeh na obrazu narišete ob spremljanju gledališkega treninga v gledališču Koper. Na njem se bodo predstavili študente Univerze na Primorskem, ki za izhodišče improvizacije uporabljajo humorne, pa tudi bridke življenjske situacije. Ne zmanjka niti interaktivnosti s publiko, saj se kot obiskovalci lahko tudi sami pridružite improvizaciji. V petek sledi spet cel kup koncertov. Ob 19:30 bo oder Auditorija Portorož zasedla Severa Gjurin v spremljavi kitaristov, kontrabasista in vokalista. Predstavila bo svoje največje uspešnice in pa tudi še nikoli slišane skladbe. Uro kasneje se bo v Centru mladih Koper pričel koncert elektro, rock in breakbeat zasedbe Contradiction. Skozi svoj dinamičen trio vabijo na hipnotični ples. Prisluhnimo njihovi skladbi Excess. Welcome to another excess. Something we just need to express. We are here for you. We are here for you. Welcome to another excess. Welcome to another excess. Welcome to another excess. Welcome to another excess. Druga zasedba, ki se bo predstavila, sliši na ime Le Serpentine. Gre za indie rock, dream pop zasedbo, ki spada v novi val slovenske alternative.
Vzporedno se bo v skladišču Libertas odvil rock koncert s pričetkom ob 20:30 minut. Ja, rock koncert, nič več in nič manj ni navedeno v opisu dogodka. In še zadnji, a sigurno ne edini, koncert, katerega se lahko udeležite ta večer, se bo odvil v Snack baru v Kopru. Nastopili bodo namreč bosansko-hercegovinski rock band Euforija. Ne preveč euforičen nastop v veseli december vam želimo, se bo treba kar nekaj energije prihraniti še za prihajajoče praznične tedne. V teh predvidevamo, da se bo količina dogodkov le stopnjevala. Več dogodkov za prihodnji teden pa si lahko preberete tudi v prihajajoči ediciji časopisa Megafon ali pa na naši spletni strani www.megafon.si. Do naslednjič. Zvon božični bije polnoči, veseli so ljudje na ulici, srce te hoče, čaka tebe, predolge so samotne noči. Nekega poletja dnevi so močni in z njimi odšla si tudi ti. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden.